Fine, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi Fine sledilci, poslušalci in gledalci. Spet smo v našem podcastu z inspiracijo, kjer vas vsak teden razveseljujemo in inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. In danes je z mano predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti, ustanovitelj tovarne podjemov, torej inkubatorja za podjetja in pa tudi vodja ene največjih, če ne celo največje podjetniške konference v tej regiji. Matej Rus, pozdravljen. Zdravo, Maja. V bistvu je Podium največja konferenca, je še vedno največja, vem, da je to bilo nekaj časa v tej regiji. Ja, zdaj mi ne želimo govoriti, da je največja, ker de facto ni največja, je pa zagotovo najbolj vplivna, zato ker smo se že pred vrsto let odločili, da bomo delali na kvaliteti, ne na kvantiteti, in da v bistvu, ko smo dosegli številko 1000 udeležencev, da bomo tudi to številko zavestno obdržali na tej ravni in da ne bomo več dovolili povečevanja števila udeležencev. Ti tudi trdiš, v bistvu, da je pametno delo dosti več od trdega dela. Ne? To mi je zelo všeč, to tudi se sklada z tem, kar si rekel. Hočemo kvaliteto nad kvantiteto. Kako pa recimo ti to, oziroma kdaj si to spoznal, kje je bil ta ključni mejnik? Ker se mi zdi, da pač vseeno prihajaš iz generacije, pa tudi še jaz, moja generacija še tudi vplivana iz tega, da je pač trdo delo edino, kar šteje. Ne? Kdaj si ti spoznal, da to ni tako in kako si pol to recimo vpeljal v svoje življenje in vse svoje projekte? V bistvu mogoče je ta izraz da zmotni vtis, da menim, da ni potrebno delati, ne? Kar v bistvu ni res. V bistvu res je, da verjamem, da moraš preden začneš v resnici fizično nekaj delati oziroma nek produkt ali kakršnikoli stvar, da res v resnici zelo dobro premisliš prej, ne? Se pravi, da res narediš dober razmislek o vseh možnih poteh, o možnih okoliščinah, se pravi, da v svoji glavi v bistvu to res dobro premisliš in te igraš. Namreč opažam, da se ničkoliko ljudi naloge loti brez predhodnega razmisleka, ne? Ali zagona podjetja, ali kakršnekoli aktivnosti, lahko tudi sestavljanje omare brez načrta in tako naprej, in potem v bistvu nekje sredi projekta zabredejo v neko težavo in to mi pač ni všeč in potem v bistvu rešujejo situacijo in potem v bistvu grejo 2 koraka nazaj in tako naprej. In jaz v bistvu pač sem želel, da tovarna podjemov in moje delo in tudi delo mojih sodelavcev temelji na temeljitem predhodnem razmisleku. Je pa vedno težje najti ljudi, ki jih razmišljanje veseli, ne? In to je meni zelo zanimiv koncept. Mislim, ne vem točno, od kod to izvira lahko, da bi bilo povezano pač z tem nekim instant življenjem, v katerega vedno bolj bredemo, da tako rečem, ker pač, na primer, telefoni razmišljajo namesto nas, ne? In smo nekako izgubili v bistvu to, sploh ta občutek, da je razmišljanje del življenja, no, da tako rečem, ne? Kako pa ti recimo potem motiviraš svoje sodelavce, ker se mi zdi, da to je pri tebi torej že nekako not v tebi, ne? Se pravi, ta razmišljevalni del osebnosti, ampak zagotovo niso vsi v ekipi taki. In ko vodiš eno ekipo, kako ti recimo navdušiš ljudi za to, da dejansko grejo s tabo, no, na ta način? V bistvu so vsi zelo različni, tako da nekateri zelo razmišljajo sami, nekatere veseli, da jaz razmišljam z njimi skupaj, se pravi, da imamo več v bistvu brainstormingov, jaz si zelo vzamem čas za razmislek. In velikokrat se zgodi, da sem jaz v bistvu najbolj potrpežljiv član ekipe, ko razmišljamo, ne? Ker v bistvu nisem neočakan, ker se zavedam, da na koncu, če bomo imeli dober razmislek, da bo na koncu potem bistveno lažje delati, ne? Obstaja pa vedno neka skupina ali pa nek delež sodelavcev, ki pa v bistvu nekako jim je to muka, ne? In kot ne bodi ga treba, ne? In zdaj žal nimam druge prave rešitve, ne, kot da enostavno pač poskušam se zavestno, da mi ni žal, če nekdo od teh ljudi odstopi iz podjetja, ne, se pravi, da se odloči pač, da mu ta način ni blizu, zato ker pač jaz ne morem v bistvu dopustiti, da bomo imeli v podjetju 2 podjetniški kulturi, no, eno razmišljajočo se, eno pa ne razmišljajočo se, ker v bistvu sem opazil, da prihaja tudi do tega kontrasta. Pravzaprav, ker sem izhajal preveč iz sebe, se v preteklosti niti nisem zavedal tega kontrasta, ne. Nisem se zavedal,
da toliko ljudem v bistvu pravzaprav razmišljanje predstavlja nek napor. Ne? Recimo meni pa je to neke vrste veselje in hobi. Vse to je ta zanimiv konflikt, do katerega ponavadi vodja ali pa podjetnik tudi pride, ko začne delati z ekipo, ne? Da pač nimajo vsi istega načina, nimajo vsi niti istega zagona. Ne? Ti spremljaš na stotine podjetij, ki se ali v tovarni podjemu ali pa v nekem sodelovanju srečujejo v bistvu s tabo in teh podjetniških ekip, in za uspeh podjetniške neke ideje je ena izmed ključnih dejavnikov ekipa, ne? Se pravi, da je ta neka sinhronost. Pa tudi, če zdaj greva recimo v glasbo, ne? Bendi, ki so bili lahko povezani res na osebni ravni in so se čutili, so bili uspešni, kjer je bil razdor v osebnih odnosih, pač ni šlo, ne? In isto se mi zdi, da je v podjetniškem svetu. Kaj opažaš, na primer, pri mlajših podjetnikih, ki se lotevajo, kje se jim najprej zatakne, kar se tiče, ne vem, odnosov? Kateri pač v bistvu so to tematiko, ki sva jo zdaj pač obravnavala, pač podcenjujejo kot takšno. Ne? Tisti, ki se zavedajo, pa se soočajo z izzivi, kot se sooča vsak podjetnik, da si najdejo sorodne duše, potem se pravi člane ekipe, kjer si po eni strani komplementarno dopolnjujejo njihove znanja, ne? Po drugi strani pa tudi, da so si kompatibilni, se pravi na tej ravni, se pravi kulture podjetja in pa njihovih vizij, ne? Namreč narediti podjetje oziroma razviti podjetje je mnogo več kot imeti idejo. Nekje pravijo, da 1% v bistvu je ideja, vse ostalo je realizacija, ne? In potem to potegne za sabo ogromno dela in ogromno razmišljanja in ogromno truda. In potem seveda, če nimaš ti pravih sodelavcev, se to zelo hitro razkrije. Ne? In podjetnik je pač toliko kriv, kolikor pač ni vnaprej znal ali pa zmogel presoditi značilnosti članov ekipe. Ne? Tako da mene mogoče to tudi velikokrat boli, da ko presojamo podjetnike v družbi, ne? Da se ne zavedamo, koliko bremena pravzaprav jim mi nalagamo. Ne? Se pravi, da morajo izbrati učinkovito in dobro ekipo, da morajo se držati, pa predvsem poznati vse zakone, ki se dnevno spreminjajo, da morajo biti neskončno fleksibilni, da morajo vedno v bistvu razumeti vse okrog sebe in dejansko ta neempatičnost do podjetnikov v naši družbi, recimo se mi zdi, da postaja mogoče tudi problem ali pa izziv. Ne? Se pravi, se mi zdi, da si zaslužijo več spoštovanja in da vsi tisti, ki na nek način z sprejemanjem zakonov ali še posebej recimo zdaj v epidemiji se je to pokazalo, kako lahkotno sprejemamo neke uredbe, zakone čez noč, pa v bistvu pričakujemo, da se bodo podjetniki čez noč spremenili, ampak so v bistvu podjetniki ravno med nalom in nakovalom. Na eni strani so zakoni in uredbe, na drugi strani pa so stranke in pa predvsem zaposleni, a ne? Ker podjetnik mora v bistvu svoje kadre, svoje sodelavce na nek način voditi, a ne? In jih težko vodi, če se mu čez noč spreminjajo zadeve. Ne, nazadnje je tudi on človek, ne? In to, kaj si zdaj povedal, in je čista resnica, je v bistvu, da mora biti kar Superman, ne, ta človek. Ampak zakaj misliš, da se družba še vedno ne zaveda? Misliš, da je premalo osveščanja, da je premalo teh zgodb behind the scenes? Ne? Pač, kje se po tvojem skriva to, da družba ne vidi v bistvu življenja podjetnika kot nečesa res nadčloveškega v določenih primerih? Jaz sumim, da to terja neko znanje iz neke psihologije, ne? Se pravi, jaz to pripisujem mogoče laično egoizmu ljudi, pač, da so zazrti vase in da pač nima empatije do sočloveka, ne? In preprosto postane vedno bolj neempatična in pa vedno bolj egoistična družba. Če pa že počnemo karkoli zelo empatičnega, pa počnemo to velikokrat zelo vsiljeno, zato da potem lahko medijsko to izpostavimo. Ne? Se pravi, ni tistega, res pogrešam res neko elementarno empatijo, no? Se pravi, nenarejeno empatičen odnos. Ne? Opažaš to tudi med samimi podjetniki, naprimer, da v bistvu se začenjajo podjetja z napačnimi motivi, da tako rečem napačnimi, pač se pravi, da ne, dostikrat je
tudi srčnost ključna za to, da pač nek podjetnik lahko vse to shendla, da lahko vse to prenese, kar sva se prej pogovarjala. Koliko je kaj takih začetkov ali pa podjetnikov ali pa ljudi, ki zdaj na novo ali pa ne vem, če je kakšen trend, ki pa na tak način, se pravi na nek egoističen način, na nek način, kjer ne razmisliš, kaj boš s tem doprinesel družbi, ustanavljajo podjetja ali pa odpirajo podjetja. Jaz ne vidim zdaj tu toliko problema pri podjetnikih. No, seveda so tudi različni motivi, ampak tu jih relativno zelo hitro stranke in pa trg v bistvu obrusi, ne? In tudi v bistvu se mi zdi, da tisti, ki se odločijo za podjetništvo, da vseeno spadajo v tisto neko bolj empatično kategorijo ljudi. Namreč temeljna naloga podjetnika je, da najde v bistvu problem nekoga in ga pomaga rešiti, ne? Se pravi, da bi zmogel človek neko empatijo, razmišljanje o problemih drugih, ne? V bistvu pravzaprav sploh ne more, nima temeljev za dobro podjetje. In to se potem tudi mogoče kaže v tem, da so podjetniki zelo pripravljeni mentorirati druge podjetnike, da tudi zelo radi delijo nasvete, in v odnosih med podjetniki ne opažam tega egoizma in teh v bistvu nekih toksičnih odnosov, ne. Se pravi, se mi zdi, da podjetniki med sabo se zelo dobro razumejo, kot da so neka posebna rasa oziroma nekak drugačen profil ljudi, ne. Tudi meni se tako zdi, recimo, dostikrat sem soudeležena pač teh nekih skupnosti in teh nekih programov, organizacij in se res ta drugačen vibe čuti. Spet bi mogoče to lahko primerjali z glasbo, ne? Ker so tudi glasbeniki recimo med sabo se začutijo in se povežejo. Kak je pa recimo to pri tebi bilo? Ker ne nazadnje pač ti si en začetnikov te podjetniške scene z profesorjem Rebernikom, ustanovitev teh programov tudi na fakulteti. Si vedno čutil, da hočeš v bistvu biti povezan s podjetništvom? Kdaj je podjetništvo prišlo v tvoje življenje in si rekel, to je nekaj, kar jaz čutim, to je nekaj, kar hočem jaz pač zgraditi svoj namen okrog tega in poslanstvo? Prvič, zdaj, jaz izhajam v osnovi iz neke semi-podjetniške družine, namreč moji starši so prevzeli gostinske obrate, v katerih sem tudi sam pomagal delati, in sem na začetku videl kot naslednik družinskega podjetja. Potem pa sem dobil priložnost na fakulteti in sem tudi skupaj z očetom in ocenil, da je v bistvu neka čisto nova, drugačna karierna pot, pravzaprav verjetno boljša zame, in se je to tudi pokazalo kot res. In potem po 5 letih dela na fakulteti za študenti podjetništva me je vedno bolj kljuvala ta neka notranja želja, da bi sovplival na družbo, da ne bi samo govoril, kaj je potrebno narediti, ampak da bi tudi pomagal soustvarjati. In takrat, v tistem obdobju prvih 5 let službovanja na fakulteti, je bilo zelo dosti stvari okrog nekih tehnoloških parkov, okrog prenosa inovacij iz univerze kot nemogočih, kot v bistvu bilo ogromno nekega jamranja, kaj se vse ne da narediti. Potem pa sem bil z profesor Mulem, z študenti v Silicijevi dolini na Berkeleyju, in sem videl tam inkubator univerzitetni v kleti, kako razvijajo v bistvu startup podjetja, in takrat sem jaz dobil ta preskok ideje, da to jaz želim narediti in to jaz želim ustvariti. In potem sem v pogovorih z rektorjem Univerze v Mariboru, v bistvu profesor Toplakom, smo prišli do nekak sklepa, da je to zelo težko narediti znotraj univerze, in nas je pravzaprav on napotil k ustanovitvi lastnega podjetja z vso podporo, in takrat je nastala potem tudi tovarna podjemov z temeljnim ciljem, da potem tudi drugim podjetnikom, drugim predvsem inženirjem pomagamo pri zagonu njihovih podjetniških idej. In potem tudi v bistvu konferenca Podim, ne, ki je res prepoznavna, ki res ima prek 1000 udeležencev iz celega sveta. Govorniki, ki so na sami konferenci, so res svetovnega kova. Kako pa to dosežeš, Matej? Kako v bistvu pripelješ do enega takega dogodka oziroma take konference? In da to v bistvu spelješ v Mariboru. Konferenca Podim je bila že 22, ko smo jo mi prevzeli. In takrat je že prej dr. Mulej v bistvu imel nekako podporo s strani različnih deležnikov, tako da mi nismo začeli v čistem vakuumu s konferenco Podim, smo jo pa čez čas iz akademske pa teoretične spremenili v popolnoma praktično, v pravzaprav poslovno srečanje startupov, zagonskih podjetij, investitorjev in pa uveljavljenih podjetij, ki želijo inovirati. In smo na ta način v bistvu potem z neprestanim in
z delom iz leta v leto, ne, v 20 letih pač dosegli ta nivo, ki ga imamo zdaj. Moj moto je, da vsako leto poskušamo konferenco za 10 oziroma 20% izboljšati, ne, se pravi z nekimi dobene revolucije, ampak neka evolucija, in na ta način se nismo dobenim obstoječim partnerjem povzročali stresa, vedno smo iskali nove in predvsem pa je današnji uspeh konference, v bistvu ga pripisujem temu, da je slovenski in pa širši ekosistem sprejel to konferenco za svojo. In naši podjetniki so najboljši ambasadori konference, so najboljši v bistvu se pravi tisti, ki privabijo najboljše tuje speakerje, ker so njihovi prijatelji, investitorji in v bistvu na ta način v Sloveniji gostimo prijatelje slovenskega ali pa regionalnega startup ekosistema, kar nikakor ne bi mogli narediti na neki ekonomski osnovi, se pravi, da bi mi nekako jih kupili, ne, ampak gre izključno za neko višje poslanstvo, da so to ljudje, ki želijo z našo regijo, z našimi podjetniki stkati neke poslovne vizije ali prijateljske vizije in to ni zgolj moja ekipa, ki pa je seveda čudovita in že vsa leta v bistvu soustvarja to konferenco in ni gre pravzaprav največja zasluga, da so v bistvu pravzaprav sledili mojim vzgibom, da poskušamo igrati na dolgi rok in poskušamo iz leta v leto stvar izboljševati, ne pa da v bistvu hlastamo za nekim instantnim ali pa hitrim niti zaslužkom, niti uspehom ali pa karkoli drugega. To je v bistvu zelo eksotičen pristop, se mi zdi, da Sloveniji nasplošno in pač tudi v Mariboru se mi zdi, da ravno to, kar si rekel, se pravi ta nek zavedanje, da pač napredek in uspeh pride z nekim procesom, z časom, z počasnim vlaganjem in strateškim razmišljanjem, ne. Ampak zagotovo se je na tej poti ali v tovarni Podjemo ali pri Podiumu, ne vem, Podium se mi zdi en tak fajni primer nekega večjega, res večjega projekta, vizije, ki si jo zadaš in potem skupaj z ekipo spelješ. Zagotovo se je zgodilo kdaj tudi, ali pa so bili kakšni padci. Se mogoče spomniš, kdaj ti je bilo mogoče najtežje v vsej tvoji karieri in kak si v bistvu s tem potem se soočil? Bilo je zelo veliko padcev, iz katerih smo se naučili marsikaj. Zdaj, najhuje je meni v tistih trenutkih bilo, ko so se okrog nas vrteli hudobni ljudje, ne? Ki so v bistvu prav zavestno želeli nas izkoristiti in so nam tudi prav zavestno škodovali, ali da so nam odvrnili kakšnega partnerja, pokrovitelja z svojim nemoralnim in neetičnim ravnanjem, ali da so o nas grdo govorili brez utemeljitve. Predvsem partnerji so v bistvu plahe ptice, ne? Tu ni zdaj veliko prostora za neko, se pravi, vseeno gre za neke odnose, ki v bistvu jih je treba zelo skrbno negovati in potem taki hudobni ljudje lahko zelo hitro povzročijo veliko škode z nekimi lažnimi obtožbami, novicami ali karkoli, ne. Ampak nekako moj moto je, moja značilnost, da približno ravno 3 sekunde ali 5 sekund se jezim za neko stvar, pa obžalujem, pa v bistvu tudi zamerim, ne. Se pravi, po 5 sekundah ni več niti zamere, niti ne pogrevam več preteklosti, ampak se samo osredotočen na prihodnost. Tako da samo pogledam, kaj se iz tega lahko naučim, ampak dejansko ne skušam se revanširati nazaj, da bi v bistvu bila to del moje strategije. In to se mi zdi, da en tak element za uspeh, ne, da tudi za neki notranji mir in pa tudi za zdravje konec koncev, ne, da se ne ukvarjaš z hudobnimi ljudmi, da jih preprosto prezreš, ne, in da se preprosto odmisliš njihov vpliv. Pa tudi nasploh tržne okoliščine, ne, recimo 2008, ko je nastopila ekonomska kriza, takrat je v bistvu 90% podjetij odpovedalo pogodbe in takrat smo morali pač poiskati druge vire in na srečo so tudi organizacije, ki imajo evropske programe in smo takrat na nek način za hitro akcijo uspeli nekako rešiti konferenco, ki je bila na koncu še sjajnejša kot je bila načrtovana. V bistvu bi rekel, da nas vedno, ko nas je neka stvar vrgla iz cone obdobja, smo potem nekako še boljše naredili. Ravno tako v preteklem letu, ko nas je COVID presenetil, smo marca potem naredili načrt in smo do maja naredili najboljšo digitalno konferenco v 2 mesecih, ne. In to so nam tudi pri zelo ugledni tuji udeleženci priznali. In tudi ne samo v tistem trenutku, tudi še septembra, oktobra
veliko ljudi nam je šele takrat pisalo, ko so bili na drugih konferencah, da so šele takrat se zavedali, kaj nam je že v bistvu maja uspelo. Ja, to lahko jaz tudi s prve roke potrdim, da je bilo res izjemno in tudi meni gre zdaj kurja koža, ker je res tako, sem prav začutila. Cel čas smo vsi bili vsi, ki smo redni pač obiskovalci podijuma, bili v neki pripravljenosti, kaj bo zdaj, kako se boste znašli, ne? In v bistvu potem ste res naredili 1, 2, 3, speljali pač preko online na res takem nivoju, ki ga mogoče marsikdo v Sloveniji sploh še ni bil deležen nikoli. In res čestitke za to. In to, kar praviš, je res ključno pač, da smo fokusirani na prave stvari in da z tem nekim razmislekom pristopamo. Se mi zdi tudi v življenju, no, da ful preveč energije izgubljamo z nekimi stvarmi, ki nas recimo potegnejo v neko ali žalost, ali zamere, ali strah na koncu konca, ne. Ampak če lahko obdržiš fokus, tako si rekel, 3 do 5 sekund, ok, in potem gremo naprej, gremo gledati, kaj je tisto, kar nam prinese, je ful lažje. Jaz bi te še vseeno pred koncem podcasta vprašala vprašanje, ker se mi zdi, da je pač to nekaj, kar bi mogoče mogli več govoriti, pa ker sva glih prišla zdaj tudi na te neke občutke, ne, recimo strah. Kaj bi ti rekel, je ljudi, pač vemo, da je strah pred neuspehom tudi en najbolj znanih strahov oziroma ovir pri uspehu človeka na splošno. Meni se pa zdi, zadnje čase ugotavljam, da je tudi strah pred uspehom lahko pač ovira, ne? In zdaj, ne vem, ti, ko se soočaš bolj s temi z ljudmi, ki želijo uspeti in gradijo svoje zgodbe, kaj je bolj pogosto v resnici? Strah pred neuspehom ali strah pred tem, da ti uspe in moraš naenkrat biti odgovoren in živeti zdaj to zgodbo, ki ti mislil, da mogoče si je ne zaslužiš v resnici? Ne vem, če v bistvu obstaja koncept strah pred uspehom, ker verjetno je strah pred uspehom strah pred tistim, kar bi se zgodilo potem narobe, ne, se pravi. Okay. Imeti večje podjetje pomeni možnost, da to večje podjetje propade, pa potem ti v bistvu te je strah pred tem, da te bodo ožigosali, ne, namreč jaz mislim, da so naši strahovi dostikrat posledica okolja, v katerem živimo, ne, in zagotovo je bistveno manj tvegano, da imaš manjše obvladljivo podjetje kot večje podjetje, ne. Mednarodno vpeto podjetje je bistveno bolj tvegano kot domače podjetje, ne? Zdaj, pač preprosto gre za to, da včasih podjetnik, recimo imaš možnost skleniti pogodbo ali pa dogovor z neko večjo stranko, ki bi predstavljala recimo 50, 60, 70% tvojega prihodka, ne? To je uspeh po eni strani, ampak je veliko tveganje po drugi strani, namreč ti ne moreš potem čez noč, če ti ta pogodba pade, recimo čez leto, 2 ali 3, ne moreš ti tako hitro organizacije prilagoditi in na koncu bi bil ti krivec za to, a ne? In potem to moralno breme je zelo veliko in jaz mislim, da pač podjetniki se zavedajo posledic in so odgovorni. In ker so odgovorni, je tudi strah. Dosti ljudi je pa strah tudi iz nekih svojih frustracij, svojih nekih drugih osebnostnih značilnosti, ne? In pač jaz v bistvu šele zdaj, ko je takšna kriza, kot je COVID kriza, ne, v bistvu človek pravzaprav ugotovi, koliko ljudi pravzaprav je v resnici nestabilnih, ne. In v bistvu žal ugotavljam, da je veliko ljudi psihično nestabilnih, da v bistvu da pač se v teh okoliščinah ne znajdejo najboljša, ne. Recimo, da vsaka omejitev, ki jo nam jo postavijo, da se z njo, s to omejitvijo ukvarjamo, ne ukvarjamo se mogoče, kako bi to omejitev zaobšli. Recimo, danes so ustavili žičnice, jaz sem si letos umislil turno smučanje, ne bom odvisen od žičnic, prejšnji vikend sem to preizkusil in je fantastično. Tako da za ta vikend me to, da so ustavili žičnice, pač ne moti več, pravzaprav je celo prednost, ker bom sam na smučišču. Na srečo mi pač omogoča situacija, da sem si pač čez noč nabavil to opremo in poskušam živeti naprej in izkoristiti priložnosti, ki mi jih pa narava ponuja. To je v bistvu navdihujoče in s tem bova tudi zaključila najin podcast, zaradi tega, ker se mi zdi, da to je nekaj, s čemer lahko poslušalce danes pošljeva v dan. Ne glede na to, kaj se dogaja okoli nas, ne glede na to, koliko težko nam je, vsak ima svojo individualno zgodbo.
Dajmo vzeti to Matejevo pravilo 3 do 5 sekund in potem fokus na stvari, ki pa so možne, fokus na stvari, ki pač so pred nami, ki so dobre in ki nam pač dovolijo živeti naprej. Dragi poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Matej, hvala tebi in še naprej uživaj na smučanju, ne? Ja, hvala Maja za to priložnost. Čau! Čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.